dočaka dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Župan občine Prevalje, dr. Matic Tasič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, gospod Matjaž Han, bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, bivši predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, Jani Prednik in Alenka Helbl, župani koroških občin z gostom županom občine Postojna, podžupana občine Prevalje Stašo Lodrand in Andrej Stermec, častne občanke in občani občine Prevalje ter člani občinskega sveta, svetovna in olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ter vsi ostali prisotni Prevaljčanke, Prevaljčani, Korošci, Slovenci, vsi ljubitelji športa sveta. Dobrodošli v novem plezalnem centru na Prevaljah, kjer bomo priča svečanemu odprtju le-tega. Skupina devetošolk, katera nam je zapela slovensko državno himno, prihaja z osnovne šole Franja Goloba Prevalje, vodi pa jih Tatjana Mori. So nepogrešljiv člen vseh dogajanj, tako na šoli kot v občini. Sedaj pa prisluhnimo še koroški ljudski pesmi, Kje so tiste stezice. Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje, gnoj zelene travi. Zdaj pa raste grmovje, gnoj zelene travi. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, kjer so včasih bile. Bom naredil stezice, kjer so včasih bile. Pa povsod so stezice, najlepša je ta, ki me vodi do hišce, kjer so mamca doma. Ki me vodi do hišce, kjer so mamca doma. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile, zdaj pa raste grmovje zelene trave. Bil je čas spopadov in krvavih bitk, bil je čas iskanja v glavi spletenih kit. A zdaj je vse drugače, pesmice druge pet. Nihče več ne verjame, vse nam narobe gre. Zbrati rdeče, zelene ali kjerekoli že. Zgrešeni so si ideali, a svet še naprej ne ve. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile, zdaj pa raste grmovje zelene trave. Le kje so tiste stezice, le kje so
Župan občine Prevalje, dr. Matic Tasić, prosim te za pozdravni nagovor. Dragi otroci, dragi občani in občanke, dragi plezalci, športni prijatelji, spoštovani dragi gostje, gospod Pahor, bivši predsednik, gospod Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Janez Janša, predsednik vlade v prejšnjem mandatu, poslanci, župani in vsi, ki ste se zbrali danes tukaj pri nas na Prevaljah. Kar nekajkrat ste bili letos pri nas po katastrofalnih poplavah. Sami ste videli katastrofo, ki nas je prizadela. V tem času smo delali vse, kar se je dalo, da bi ublažili posledice poplav, izboljšali poplavno varnost ljudi in omogočili ljudem, da si čim prej zagotovijo kolikor toliko normalno bivanje in življenje. Za sanacijo vsega bo potrebno kar nekaj časa in seveda pomoč vseh nas, kajti le skupaj bomo lahko storili vse, kar je potrebno za boljše življenje in bivanje ljudi. V tem prazničnem decembru in tudi ves čas po poplavah smo bili in smo še priča izjemni enotnosti, solidarnosti, dobroti, sodelovanju, povezanosti in izjemnemu optimizmu v ljudeh vseh strani. In prav je tako. Tega nam tudi voda ni odnesla. Spoštovani, vem, da ste te vrednote zaznali tudi sami. Zato apel vsem nam, živimo te vrednote, vsi skupaj, tudi v vsakdanjem življenju, tudi naprej. Prav zato nam v letošnjem prazničnem decembru dobri možje podarjajo največje darilo. Predvsem našim otrokom, mladini in vsem ostalim v obliki najsodobnejšega plezalnega centra, ki sicer ni največji na svetu, je pa s svojimi preko 2200 kvadratnimi metri plezalnih površin in ostalih prostorov pri ponujenem izboru opreme in vsebin za vse generacije, z vidika plezalnih površin, oprimkov, naprav za samovarovanje, specialnih trenažnih sistemov, postavljenih smereh in površin namenjenih otrokom, gotovo eden najsodobnejših plezalnih centrov na svetu. In na to smo lahko ponosni. Kako smo sploh začeli in zakaj na Prevaljah? Več dejstev in dogodkov je bilo ključnih za izgradnjo plezalnega centra Prevalje. Najprej Grega Lačen, ki je enkrat prišel, pa je rekel, povsod sem dobil košarico, zadnjo upanje, da postavimo en sodoben plezalni center na Prevalje. Potem naša Urška, ki je izjemno navdušena po nekem plezanju, je rekla, ati in mami, zakaj me nista usmerila v športno plezanje? Danes ju ni več med nami. V njuno življenjsko navdušenje in optimizem je posegla kruta usoda. Vendar sta ves čas z nami in nekje iza Mavrice spremljata naše delo in nas vodita. Zato en majhen skromen poklon obema. Za izgradnjo tega centra je bila ključna ugotovitev, da gibalna sposobnost naših otrok in mladine krepko zaostaja za dosežki svojih staršev v njihovih letih. To je izjemno zaskrbljujoče dejstvo. To je zaradi zdravstvene preventive potrebno spremeniti v celotnem slovenskem prostoru. Izjemno velik zagon in motiv te investicij pa je bila in je še naša najboljša olimpijska zmagovalka, svetovna prvakinja, evropska prvakinja in največja Janja Garnbret. Ki je dokazala in dokazuje, da je možno tudi brez prave infrastrukture
zdaj jo tukaj ima. Poseči po zvezdah. Prepričani smo, Janja, da bo to tvoj novi dom na razpolago tebi in tvojim tistim, ki skupaj s tabo preživljajo na treningih, na tekmovanjih. Z Gregom in ostalimi smo zastavili vsebinski koncept. Vmes so se spremenila pravila, športno plezanje je postala olimpijska disciplina in treba je bilo dodelati koncept, ki ga danes imamo. Težavnostno, balvansko in hitrostno plezanje v enem pokritem objektu z zunanjo steno in ostalimi prostori. Takrat in seveda še kasneje nam marsikdo ni verjel, niti v idejo, kaj šele v izvedbo. Sicer pa, kdo nam je verjel po poplavah, da bomo v 53 dneh zgradili vodovod iz Mežice do Prevalj. Potrebno je bilo seveda iskati finančne vire, je bilo naslednjo težko upravilo in sem jaz osebno ponavljal pot Grega, ko je hodil od občine do občine. Jaz sem hodil od podjetja do podjetja, od različnih ljudi, pa v glavnino sem enako dobil košarico kot Grega. Ampak vseeno, uspeli smo pripraviti projekt, leta 2022 smo se prijavili na razpis takratnega Ministrstva za šolstvo in šport in bili uspešni z 2,4 milijona evrov. Nekaj denarja smo dobili od Ekosklada, najpomembnejši vir pa je bila donacija človeka z veliko začetnico, ki je dobesedno iz svojega žepa prispeval 2 milijona evrov za izgradnjo plezalnega centra Prevalje in parka Jezero. Iskrena hvala tebi, iskrena hvala pa tudi naši častni občanki Greti Jukić, ki je tukaj z nami, ki je pomagala, da nisem bil čisto sam. Torej, pri finančnih sredstvih so nam izjemno pomagali predsednik prejšnje vlade, gospod Janez Janša, gospod Marjan Dolinšek iz kabineta in današnji minister Matjaž Han, ki je prepoznal celotno zgodbo Prevalj in omogočil koriščenje finančnih sredstev v celoti. Prepričani smo, da nam bo pomagal tudi pri nadaljnji izgradnji našega parka Jezero, ki nas še čaka. Iskrena hvala gre tudi bivšemu predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ki nas je ves čas spremljal in tudi med poplavami verjel v nas. Iskrena hvala projektantom, bilo je kar nekaj težav, ki smo jih bolj ali manj uspešno rešili, nadzornikom, Janez, tebi, tvojim kolegom, tebi Primož, izvajalcem del Vertikala X, tebi Peter, Franc, Mirko, Andrej, Matej, podjetju 360 Line, vsem ostalim podizvajalcem ter vsem ostalim, ki ste v času gradnje sodelovali z nami. Iskrena hvala in vso srečo in uspešnost pri upravljanju plezalnega centra Plezalnemu klubu Prevalje, ki boste skrbeli, da bo plezalni center Prevalje vaš in naš drugi dom. Hvala. Imel sem pripravljeno predstavitev plezalnega centra, tako kot si to povedal ti, Matic, ne bi mogel. Hvala ti. Za naslednji glasbeni vložek bo poskrbela Anisa Marin, ki nam bo zapela pesem 1000 let. Za njo pa bomo še enkrat slišali skupino pevk osnovne šole Prevalje v pesmi Svet je tvoj. Travnik dekca, modro nebo, jaz bi nekaj z dušo, dovolj je kičasto. Samo tvoje oči naj me danes gledajo, tvoje roke me objimajo. Jaz bi nekaj z dušo,
lepo mi bo. Povej mi, da bom tvoja vsaj še 1000 let. Povej mi, da me ljubiš z biseri v očeh. Zapri oči, ne misli, naj boža me tvoj glas. Zapri oči, me stisni, pozabi pa na čas. Jaz bi kot včasih, pravnik deklica, modro nebo. Jaz bi nekaj z dušo, dovolj je kičasto. Samo tvoje oči naj me danes gledajo. Tvoje roke me objemajo. Jaz bi nekaj z dušo, lepo mi bo. Povej mi, da bom tvoja vsaj še 1000 let. Povej mi, da me ljubiš z biseri v očeh. Zapri oči, ne misli, naj boža me tvoj glas. Zapri oči, me stisni, pozabi pa na čas. Ko 4-letni časi se spet obrnejo, naj ne bo drugače, samo še bolj močno. Ko midva bova siva, še modro bo nebo. Uživajva življenje najlepše najino. Povej mi, da bom tvoja vsaj še 1000 let. Povej mi, da me ljubiš z biseri v očeh. Zapri oči, ne misli, naj boža me tvoj glas. Zapri oči, me stisni, pozabi pa na čas. Zjutraj čez okno sonce me pogreje. Sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmeje. Čutim utripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna vsakič, ko vam zapojem spoznam. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujebi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo. Svet je tvoj. Svet je tvoj. Bodi sam svoj, spoštuj ljudi, če drugi so umazani, ne rabiš biti že ti. Naberi dobra dela, pride bolj kot želela. Vidim, kaj se dela, to ne vrže me iz tera. Ujebi svoje sanje, to je rata mora, iz dobro je tisto, zato vsaj probi. Pozitivno misli, naenkrat moraš misli, ni narobe, če padeš, treba se. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujebi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot, jer ti znaš.
zavoje. Nikoli slabo ne misli, plešem in poje. Sanje si stranje, znanje biti človek. Mladost je norost, želi svoje stanje. To je z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč, vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujebi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo. Svet je tvoj, svet je tvoj. Hvala lepa pevkam in mentorici Tatjani, krasni ste. Pogrešali vas bomo naslednje leto, ko boste v gimnaziji pa v drugih srednjih šolah. Pridite nazaj. Bivši predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, vaša vlada je odobrila sofinanciranje tega projekta. Prosim vas, da nam nekaj poveste o tem. Spoštovani Korošice in Korošci, gospod župan Matic Tasič, visoki gostje. Zdaj, ko smo v začetku aprila lanskega leta postavljali temeljni kamen za tega lepotca, za ta športni center, mislim, da ni bilo nikogar tam, ki ne bi verjel, da bo iz tiste ideje pa iz tistega temeljnega kamna res nekaj zraslo. Ker se je to dogajalo v občini, kjer se prepoznavajo tako potrebe ljudi, kot tudi priložnosti, ki se ponujajo. In tudi zaradi tega, ker je bilo že takrat povedano, da je velik del finančnega zalogaja kriv domačin, ki želi ostati anonimen, vendar brez katerega vložka te realizacije ne bi bilo. Kljub temu pa je po moje danes dvojni praznik. Kajti takrat, ko se je postavljal temeljni kamen, nismo vedeli, da bo Koroško prizadela ujma. Ujma, ki je letošnjega avgusta zarezala normalno življenje ljudi, še posebej tukaj na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, in ki je spremenila marsikaj. Zdaj, poleg tega, da se je ta projekt uspešno zaključil, pa tudi številni drugi, ste morali v zadnjih mesecih še dokazati, da se znate postaviti na noge tudi takrat, ko je najhuje. Tako da še večje čestitke kot za otvoritev tega centra za vodenje, za korajžo gospodu županu, ki je bil takrat zgled celotni Sloveniji, ko je bilo najtežje. Kljub temu pa seveda življenje gre naprej, treba se je postaviti nazaj na noge in delati na tem, da je kvaliteta življenja čim boljša. Športni plezalni center, kot je tale, je nekaj, kar bistveno pripomore k kvaliteti življenja. Tukaj ne gre samo za šport, gre tudi za druženje, gre za to, da tukaj lahko pridejo družine od najmlajših do najstarejših in kjer je pravzaprav poskrbljeno za vse. Zdaj, mnogi bodo sem prišli iz radovednosti, ampak pri veliko teh, to vem, bom rekel, iz izkušenj v lastni bližini, bo iz te radovednosti
zraslo stalno obiskovanje tega centra. Že današnja udeležba kaže, da tukaj verjetno veliko vas, ki prvič vidite oprimke na teh umetnih stenah, ki ste doslej mogoče spremljali športno plezanje, predvsem zaradi Janje na televizijskih ekranih, niste pa nikoli poskusili. Poskusite in boste videli, da to ni samo olimpijska disciplina, da je to nekaj, kar je za vse. Zdaj, Slovenci sodimo v samo špico športnih narodov. Smo prvi glede na število prebivalcev po doseženih medaljah na olimpijskih in svetovnih prvenstvih. Zdaj, Korošci imate en tak, levji delež v tej statistiki in v tem uspehu in vidim, da boste imeli tudi v prihodnje lestvice postavljene zelo visoko. Zdaj gledam tukaj te smeri, nekateri gostje naj bi plezali te dve tukaj, jaz sem bil v številnih plezalnih centrih, po plezališčih, ampak tako previsne smeri, ki bi bila ocenjena spet, nisem videl še nikjer. Tako da lestvice imate postavljene zelo visoko in to je potrebno, zato da včasih dokažemo, da se zmore tudi tisto, kar se na prvi pogled nikomur ne zdi mogoče. Zdaj, za Slovenijo je otvoritev tega športnega centra že drugi tak dogodek letos. Prav tako moderen center je bil odprt tudi v Slovenski Bistrici. Je večji, ni pa enak temu. Vsak center ima neko svojo dušo. Ključno za vse takšne objekte pa so obiskovalci. Je pomembno vodenje in vse ostalo, programi, treningi, predvsem pa so važni obiskovalci in jaz vidim, da Korošci boste ta center napolnili in da bo tudi zaradi tega kvaliteta življenja na Koroškem v prihodnjih mesecih in letih boljša. Glede na to, da nas je kar nekaj tukaj za pozdravne nagovore, zahvala z moje strani kolegom in kolegicam, Marjanu, ki je v kabinetu naše vlade v prejšnjem mandatu skrbel za šport, vsem ostalim, ki ste prispevali k temu, da je bila ta potreba tukaj prepoznana in da je, hvala Bogu, tudi država sodelovala z nekaj sredstvi. Predvsem pa hvala gospodu županu, pa seveda tistim, ki so dali to idejo, iz katere danes postaja meso. Zdaj v tem centru bo živel duh Grege in Urške, ki sta verjetno zaslužna za to, da se je ta ideja porodila, da je vztrajala in da je danes dobila svoj končni zaključek. Pred nami je nek poseben čas, praznični čas, smo v adventu, zato mi dovolite, da vsem skupaj zaželim vesel in blagoslovljen Božič, ponosno praznovanje dneva enotnosti in samostojnosti in vse dobro v naslednjem letu. Hvala lepa in uspešno v tem plezalnem centru naj se tukaj naredi še veliko olimpijskih in svetovnih prvakov. Hvala vam za povedano in vse lepe želje. Če lahko glasbo primerjam s športom, potem je naslednja nastopajoča z imenom Ditka v glasbenem svetu, prav tako v evropskem in celo na svetovnem nivoju. Prevaljčanka, odlična glasbenica, v spremljavi s pomočjo očeta Gorazda Čepina, Ditka, Oder je vajin. En lep pozdrav vsem tudi v najinem imenu in seveda iskrene čestitke za ta izjemni center, ker v ponos mi je, da je to prav v naši občini. In če je nekaj skupnega glasbenikom in športnikom, je to, da so potrebne za uspeh sanje in pa tista notranja moč, da gremo svojo pot in o tem tudi pesmi, ki sledita.
v sanje. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Še zmeraj se skrivam pred tabo. Dolgo že iščem kotiček za samost in mir in pozabo. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Ne bodi spet takšen, kot nisi. Saj veš, da ne smem ti verjeti. Že zdavnaj sem snela ti masko. Resnico je treba sprejeti. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Ne reci, da sanje so sanje in vse se dogajalo v glavi. Na tihem še nosi v srcu, moj čas je, da s tabo ustavi. Ne hodim v sanje. Ne hodim v sanje, sanje, sanje. Ne hodim v sanje, ko nočem. Hvala lepa. Ne morem, ki res ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa kar noče, ga sploh ne utišam, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže, vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne mar mi za norme, pa vsa ta pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, blešči se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi.
nisi. Ne bo, ker ne moram, ki res ni mogoče, srce pa kar noče, ne. Ko sploh ne utišam, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže. Po svoje, brez veze, a vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Svobodna kot ptica, ničesar ne rabim, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Hvala lepa. Minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Objekt, ki ga danes odpiramo, sodi v vaš resor, zato je prav, da smo vam dali to delo, da zaključite s slavnostnimi besedami. Izvolite. Hvala lepa. Naj najprej povem in vam vsem resnično iskreno čestitam in vendarle rečem to, da ne glede na to, kakšna vlada ali pa katera vlada je treba dobre projekte iz prejšnjih vlad podpirati in to je eden od projektov, katerega seveda nadaljujemo in verjamem, da bo takih projektov še več. Spoštovani Matic, spoštovani nekdanji predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovani nekdanji predsednik Borut Pahor, predvsem pa seveda moji bivši poslanski kolegi, župani, podžupani in nazadnje z velikim poklonom in ponosom tudi jaz pozdravljam gospo drago olimpiko Janjo Garnbret. Cenjene, ja, lahko dobi en aplavz, po mojih cenjene športniki, športnice, Prevaljčani, Korošci in Korošice. Kot sem že rekel, mi je veliko veselje, da sem danes tukaj na Prevaljah, da vas v bistvu tudi jaz pozdravim ob tako lepi in pozitivni priložnosti. Čestitka tebi, Matic, da si z svojo ekipo realiziral pobudo žal obeh pokojnih in da je danes pred nami sodoben in kakovosten plezalni center za vse generacije. Dostopen in v izziv vsem, tudi najzahtevnejšim plezalkam in plezalcem. Da je dostopen najmlajšim in tudi tistim, zelo pomembno, ki potrebujejo rehabilitacijo. Ob neusmiljeni moči narave ste bili Korošci letos postavljeni pred nenormalne izzive. Veliko vprašanj povezanih z največjo ujmo v zgodovini naše države so žal še danes odprta. A nobeno vprašanje ni, gospe in gospodje, dragi Korošci in Korošice, da je doma na Koroškem vrhunski šport. Ampak ne le smučanje, ne le odbojka, plavanje in še katera disciplina,
Na vas smo vsi Slovenci ponosni, predvsem pa smo ponosni na našo zlato olimpiko Janjo Garnbret, ki ste plezanju na svetovni ravni Janja dala neko posebno dimenzijo. Prav tako pa seveda moramo biti ponosni na vse plezalke in plezalce iz vseh slovenskih krajev. Verjamem, da bo ta plezalni center v Prevalje privabil tudi ne samo športne navdušence, ampak tudi turiste iz celega sveta in da bo to tudi ena lepa priložnost za koroški turizem. Naše ministrstvo, kot je že rekel gospod Tasič, z prenosom iz Ministrstva za izobraževanje bo dalo približno 2,4 milijona evrov, ampak če ne bi bilo dobrotnikov v ozadju, takega plezalnega centra ne bi bilo. In prav takšni športni kompleksi, ki so seveda tudi povezani z osnovnimi šolami, ponujajo možnost, da sredi Prevalj postanejo in se rodijo novi športni upi. Zato rad rečem in trdno verjamem, da mora biti šport z vsemi svojimi prednostmi dostopen prav vsem, ne glede na njegov socialni status. Še enkrat vam seveda čestitam in zagotavljam, da se bomo na našem ministrstvu tudi v prihodnje zavedali pomembnosti športa, rekreativnega druženja, navijanja za najboljše ali pa profesionalno ukvarjanje s športom. V vseh obdobjih nam daje šport nekaj več. V bistvu nam daje, uči nas discipline, uči nas tiste zdrave tekmovalnosti, ki je potreba, in predvsem nas uči samozavesti. Ko vsi dihamo za barvo naše države, nam daje občutek velike pripadnosti, predvsem pa zavezanosti k skupnosti. Spoštovane gospe in gospodje, želim se vam na tem mestu, v tem mestu bralne značke, da preživite tople praznike, da preživite mirne praznike, da se v novo leto zazrete z dobro voljo, z veliko povezanostjo, ki ste jo izkazali Korošice in Korošci že poleti. V prihodnjem letu pa vam želim ne le športnih uspehov, želim vam veliko intimnih zmag. Tebi, Janja, glede na to, da je pa naslednjo leto olimpijsko leto, pa želim, da tam nekje v avgustu proslavimo zlato olimpijsko medaljo tu v Prevaljah. Hvala lepa. Čez mesto, ki zdaj se prebuja, gre tisoč nevidnih poti. Usoda pa ve za križ potja in mnoge neznane poti. Še sveže so zjutraj novice, po ulici kruza diši. S navdihom se pesem začenja, najlepši si konec želi. Naj plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja. Naj vodijo ceste do cilja in ena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tu mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, da šipom narišeš nasmeh. Trgu, ki hrani spomine, se drugoga ga cesti. Kdo čaka, kdo gre, kdo pride, kaj znova lahko se zgodi. Vedute so polne svetlobe, še sence imajo oči.
s koraki, ki nimajo časa, spet jutro prehitro beži. Ne plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ne gre do srca. Spet upa, da prideš tudi mimo in iskre zagledaš v oči, ujameš trenutek ob kavi, drži pa narišeš nasmeh. Ne vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ne gre do srca. Spet upa, da prideš tudi mimo in iskre zagledaš v oči, ujameš trenutek ob kavi, drži pa narišeš nasmeh. Najlepša hvala in srečno. Hvala, gospod minister, za vaše besede. Ditka in Gorazd, najlepša hvala. Gorazd, v garderobi se dobiva za plezalno opremo, kot zmenjeno popoldne. Torej, bližamo se tistemu najbolj svečanemu trenutku, še prej pa nekaj besed. Korošica iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, Janja Garnbret, je najboljša športna plezalka na svetu. Vsa Slovenija in še posebej Korošci smo ponosni na tvoje uspehe, saj jih niza v disciplinah težavnostnega plezanja, balvanov in kombinacije. Naj izpostavim samo 2 zlati odličji. 4-krat evropska prvakinja, 8-krat svetovna prvakinja in aktualna olimpijska prvakinja. In kar je najbolj pomembno, zmagala je v Tokiu 2020, ko je bilo plezanje prvič uvrščeno na program olimpijskih iger. Janja je s svojimi rezultati, s pozitivno naravnanostjo in odprtostjo vzor številnim mladim koroškim, slovenskim in svetovnim plezalcem. Odprla pa je tudi srca širokemu krogu ljudi, ki nismo direktno povezani s plezanjem. Zato smo resnično ponosni nate in veseli, da si danes med nami. Sedaj bomo s prerezom traku slavnostno otvorili plezalni center Prevalje. Janja Garnbret, ti si ta glavna, spremljajo pa te Matic Tasić, Borut Pahor, Janez Janša in Matjaž Han. Prosim, občinstvo pa velik športni aplavz. S tem je plezalni center Prevalje tudi uradno odprt in vabim k plezanju Žigo Koroša, 12-letnega tekmovalca iz Prevalj ter njegovega varovalca, državnega reprezentanta Grega Vezonika iz Raven na Koroškem.
Žiga je eden izmed najbolj perspektivnih mladih koroških plezalcev. Že od svoje prve tekmovalne sezone posega po najvišjih mestih v vseh plezalnih disciplinah na nivoju vzhodne lige in na tekmah državnega prvenstva. V letu 2022 je v skupni razvrstitvi državnega prvenstva v disciplini težavnost med Cicibani zasedel prvo mesto, v kategoriji balvanov pa drugo mesto. Letos je med mlajšimi dečki v disciplini balvanov osvojil četrto mesto, v težavnosti pa tretje mesto. Gregor Vezonik je že 10 let stalni član slovenske članske reprezentance v športnem plezanju. Njegova najuspešnejša sezona sega v leto 2018. Takrat je na tekmah svetovnega pokala v disciplini balvani na zmagovalne stopničke s tretjim mestom najprej stopil v Moskvi, nato pa v Tajanu na Kitajskem. Na zaključni tekmi v Münchnu pa je zmagal. V Innsbrucku na svetovnem prvenstvu leta 2018 je v balvanih osvojil bronasto medaljo. Za svoje uspehe je prejel več priznanj Planinske zveze Slovenije. Je tudi dobitnik Bloudkove plakete in plakete Olimpijskega komiteja Slovenije. Bravo. No, medtem ko se Žiga ukvarja z oprijemki in se vzpenja po tej smeri, pa naj povem, naj vam prišepnem, garderobe so dobro izolirane, tako da naš župan Matic Casič in pa Janez Janša ne slišita, kaj govorimo tukaj, torej pripravljata se na plezanje. Bodimo, bi rekel, počakajmo, da vidimo, kako se tudi naša, bi rekel, senior generacija športnikov spopade s stenami. Vmes naj povem zanimivost, da bosta naše visoke goste med plezanjem varovala, skrbela za varovanje predstavnika kluba Plezalni center Prevalje. To sta dva rekorderja in sicer prvi je najmlajši Slovenec, ki je stal na najvišji gori sveta na Mount Everestu. To je Matej Flis, ki je bil na vrhu leta 2020. Pri svojih 22 letih. Ob njem bo skrbel za varnost najstarejši Slovenec, ki je stal na Mount Everestu in sicer maja letos v svojem 60. letu starosti. To je naš Prevaljčan Andrej Gradišnik. Po zaključku te prireditve bomo seveda odprli še eno pridobitev za Prevalje, to je observatorij, ki se nahaja na vrhu, torej tik pod streho, in sicer ta posebna nova lokacija, za katero bo skrbelo astronomsko društvo Polaris Prevalje, je prav tako nekaj posebnega in izjemna pridobitev za cel slovenski prostor. Torej tudi to si bomo lahko kasneje ogledali. Imamo možnost, da po teh oprijemkih pravzaprav prilezemo do neba, kajti na vrhu je observatorij, plezaš in greš gledat zvezde. Ali pa vidiš zvezde, če se ti zgodi, da štrbunkneš. Se pravi, v vsakem primeru smo med zvezdami. Ja, Žiga gre pravzaprav res čisto do vrha, dajmo en močen aplavz. Bravo! Po taki hobi oceni mislim, da je bil nekje 12 metrov in pol, mogoče 13 metrov visoko. 18. Preverjen podatek, 18 metrov, bravo.
Imamo visoke plezalce, oziroma ne toliko visoke, kot pa visoke goste, ki bodo danes tudi plezali, že pripravljene. Vsekakor je eden največjih športnikov na Prevalje prav naš župan Matic Tasič. Sicer me zdaj ne sliši, mnogokrat ga tudi dopoldne srečam na smučišču, saj vendar je profesionalni župan, ne? Mislim, da je prav, da z velikim aplavzom prikličemo plezalca, ki bo zelo kmalu se povzpela v svoje smeri. Sicer pa tako, danes so odprta vrata za ogled vseh obiskovalcev za cel kompleks. Potem možno je toplo plezanje na dveh smereh, in sicer odrasli in otroci na balkonu. Tam bo za vas poskrbel Ludvik Golob. Potem pogledali si bomo lahko predstavitve plezalnega kluba Prevalje, plezalnega centra Prevalje. Posamezni vodje programov nam bodo predstavili le-te. Na velikem skrinu, torej na velikem televizorju bifeju se ves čas vrtijo promocijski plezalni filmi, za katere je poskrbel Davo Mihev in s pomočjo katerih se lahko tudi še navdušimo. Danes popoldne bo tukaj potekalo tudi tekmovanje, največ preplezanih smeri od 12 do 16. Vid Urnavc skrbi za to tekmovanje. Ob 4:30, 16:30 pa bomo razglasili zmagovalce tekmovanj posameznih kategorij. In seveda cel dan druženje tekmovalcev in potem tima plezalni center Prevalje, kakor tudi nas vseh obiskovalcev. Tako da ostanimo na Prevaljah, ostanimo v plezalnem centru Prevalje, še vedno pa pričakujemo slavnostna plezalca. Kakor kaže, so se karbini zataknili in bo treba še kakšno minutko počakati. Določena vrata se že odpirajo. Seveda, se vem, jaz sem pa je plezal dolga leta, veš. Zame so izdelali posebno opremo. Zadnji harmonika, spredi trompeta. Takole, da bomo odnesli informacije iz tega centra. Še enkrat opomnim, ta cela stvar je stala nekje okrog 5 milijonov evrov. Kdor je dober v matematiki, recimo boljši kot v plezanju, bi lahko zdaj na hitro izračunal, koliko let bi povprečni prevaljski upokojenec moral še živeti, da bi zbral ta denar, če ne bi bilo treba nič kaj drugega plačati. Kakih 100 let pa že. Torej, sedaj pa aplavz, prihajajo župan občine Prevalje Matic Tasič, gospod Janez Janša, Andrej Gradišnik, varovalec enega, in Matej Flis, varovalec drugega. Lahko daš ga. Ja, ni pravega štarta brez prave vzpodbude. Včasih smo imeli na Prevaljah gasilsko tekmo suhi in tolsti. Danes imamo pa prijateljsko tekmo kratki in dolgi. Pa naj bo. Aplavz!
Matic, naj se ti roka ne strese, ne podpisuješ pogodbe. Bravo. Jaz mislim, da bomo februarja na otroški pustni maškeradi, ki se, kot veste, tradicionalno odvija več kot 50 let na Prevaljah, večina prišli kar s plezalno opremo. Zdaj vama lahko povem, da sta že nad površino tal zunanih, za kakšno fižolovko višje. Na mestu, kjer stoji plezalni center Prevalje, se spomnite, Prevaljčani, so bile nekoč najvišje rante fižolovke. Neverjetno. Oba se zanesljivo in sigurno približujeta vrhu smeri. Obrisal ti bom solze, to zdaj edino je, kar znam. Veš, jaz verjamem vate, a nesiguran sem, priznam. Midva skupaj sva večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj. Objemi me, ne spusti me. Ena je ljubezen moja, kratko je življenje. Prekratko je čista, bela duša tvoja, zasuha usta moja. Kot voda je, oprosti za besede, takega sploh se ne pozna. Po domače rečeno, gospod Janez Janša in Matic Stašič, rešpekt.